Prihod malega Harvija, zgodba o nepozabnem potovanju. V srcu čudovite Avstralije, kjer sonce prijazno sije in kenguruji skakljajo po prostranih travnikih, sta živela mami in ati, ki sta si srčno želela otročička. Nekega dne sta z velikim veseljem izvedela, da bo njuna želja uresničena. V maminem trebuščku je začelo rasti malo srce, srček Harvi. Za božič sta z navdušenjem oznanila veselo novico vsem sorodnikom in prijateljem ter napovedala prihod malega dojenčka. Vsi so bili zelo veseli, še posebej Nana, papa in Botrček iz Slovenije, ki so se že neskončno veselili, da bodo kmalu spoznali novega člana družine. Vsak dan sta mami in ati govorila s trebuščkom, kjer je rasel mali Harvi. Mami je pela nežne pesmi, ki jih je Harvi poslušal znotraj toplega zavetja njenega trebuha. Ati pa je pogosto polagal roke na mamin trebušček ter šepetal Harviju zgodbe o čudovitih dogodivščinah, ki jih bodo doživeli skupaj. Svoje srce sta polnila z ljubeznijo in upanjem za prihodnost. Vsak teden je bil poseben. Mamin trebušček je počasi rasel. Harvi pa je postajal vse močnejši in večji. Začel je brcati in se premikati, kot da bi želel povedati, da je pripravljen na prihod na ta svet. Mami in ati sta bila presrečna vsakič, ko sta začutila te majhne brce, in z vsakim dnem sta ga imela še bolj rada. Medtem, ko je Harvi rastel, sta se mami in ati pripravljala na njegov prihod. Kupila sta mehke odejice, prijetne igrače ter ljubka oblačila. Poleg tega sta se odločila, da se pred njegovim prihodom preselita v novo stanovanje, obkroženo z več zelenja v prijetnejši soseski. Sredi nove okolice, polne zelenih parkov in igrišč, bo Harvi imel čudovite možnosti za igro in raziskovanje. Sorodniki in prijatelji iz Slovenije in Portugalske so nestrpno čakali, da spoznajo malo bitje. Veselo so mu mahali in se veselili, da bodo kmalu videli malega dojenčka.
Vsak dan so si predstavljali, kako bodo objeli svojega novega in najmlajšega družinskega člana ter se veselili njegovega prihoda. Nekega nedeljskega jutra, ko je sonce sijalo močneje kot kdajkoli prej, je mami začutila, da je čas za prihod malega Harvija. Hitro sta se odpravila v porodnišnico, kjer sta preživela dolgo in naporno obdobje poroda. Ati je bil ves čas ob mamici, jo bodril in podpiral ter šepetal Harviju, da ga že komaj čaka. Po urah truda in vztrajnosti sta končno zaslišala prvi jok svojega malčka. Harvi je bil končno tu. Njegove male oči so radovedno pogledale naokrog, kot da bi želel spoznati svet, ki ga je tako dolgo čakal. Mami in ati sta bila preplavljena z ljubeznijo in srečo, saj sta končno lahko videla in objela svojega malčka, ki je prinesel toliko veselja in upanja v njuno življenje. Vsak dan po njegovem rojstvu je bil drugačen in čaroben. Mami in ati sta ga nežno zibala, mu pela uspavanke ter pripovedovala pravljice. Harvi je hitro rasel, obkrožen z ljubeznijo svojih staršev. Vsak njegov smeh je napolnil dom s srečo, vsak njegov pogled je bil novo poglavje v čudoviti zgodbi njegovega življenja. Ko bo Harvi postal večji, bo z veseljem poslušal zgodbe o tem, kako sta ga mami in ati pričakovala, ter se veselila njegovega prihoda na svet. Spomnil se bo topline, ljubezni in sreče, ki je obdajala njegov prihod. Harvi bo odraščal obdan z ljubeznijo in toplino svojih staršev ter oddaljenih sorodnikov. Vsak novi dan bo poln novih odkritij in radosti, ki jih bo delil z najdražjimi. Kmalu bo prišel čas, ko bo s svojimi malimi nožicami stopil tudi na slovenska tla ter objel svoje sorodnike. Naslednji božič bo prav poseben, saj bo mali Harvi že dovolj močan, da bo lahko z letalom pripotoval v Slovenijo, ki bo vedno tudi njegov drugi
dom. Harveyjeva zgodba je šele začetek številnih čudovitih dogodivščin, ki ga čakajo v življenju. Ko bo rasel, bo imel priložnost raziskovati svet okoli sebe. Od bleščečih sončnih plaž Avstralije, kjer se kenguruji sproščeno pasejo in igrajo na odprtih prostranstvih, do skrivnostnih zelenih gozdov in veličastnih gora Slovenije, ki ponujajo nešteto pustolovščin, ter skozi čudovite in kulturno bogate pokrajine Portugalske, kjer se bo spoznal z očarljivimi mesteci in okusnimi jedmi. Z vsakim korakom in smehom bo odkrival nove prijatelje, se učil novih veščin ter odkrival skrivnosti sveta, ki ga obdaja. Zgodba njegovega prihoda na svet mu bo vedno ostala v srcu kot dragocen spomin na ljubezen, ki ga je obdajala od prvega trenutka. Harvey bo vsak dan čutil toplino svoje družine in bo ponosen, da ima domove kar na 3 koncih sveta: v Avstraliji, Sloveniji in na Portugalskem. Obkrožen z ljubeznijo in podporo bo s pogumom in radovednostjo stopal na svojo pot, ki jo je začel z močnim in srečnim začetkom. In tako bo Harveyjeva zgodba, polna čarobnih trenutkov in ljubečih spominov, nenehno rasla ter se razvijala, saj vsak nov dan prinaša priložnost za še več čudovitih dogodivščin ter nepozabnih trenutkov. To je zgodba o malemu Harveyju, ki je bil od samega začetka obdan z ljubeznijo in toplino. Naj vas ta zgodba spomni, kako dragoceni in ljubljeni ste prav vsi otroci. Vsak od vas ima svojo edinstveno zgodbo, polno čudovitih trenutkov in ljubezni. Vedno se spomnite, da ste obkroženi z ljudmi, ki vas imajo radi ter vas podpirajo na vaši poti. Srečno, moji dragi, rada vas imam.